To je oddaja na Coinu, portala Decrypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. Zelo po domače. Če ti je v družbi nerodno vprašati, vprašaj naju in posnela bova odgovor. Piši na info@decrypt.com. Pozdravljeni v novi epizodi podcasta na Coinu, 39. po vrsti. David, živijo. Stane, dolgo se nisva slišala. Res je. A ti veš, da bo zdaj eno leto, odkar sva prvič objavila najin podcast? V bistvu ne vem, povej, kdaj sva prvega objavila? 12. junija 2024. Jaz imam pa občutek, da to delam že 3 leta. Pismo. Je kar hitro minil tole. Kar A tebi hitro. se zdi pa dlje, ali kva? Meni se zdi, da delam to že 100 let. Aha, Pa v zdi se redu. mi, da klele maček nekaj uničuje okrog mene, ker se še Nič hudega. navadil, da snimam. Ja, pa daj ga na mikrofon, ne? Ok, skratka, hmal bomo imela en let. A ok, posebno ga pripravlja takrat, ali kva? Kupila bo vsakem Bitcoin, ali kva? Ali pa prodala, če v denarja zmanjka. A to, A ga imaš ti celega, jaz ga nimam. jaz imam satoshi. En satoshi, prav. Ne, en pa ne, to pa malo več pa imam, no? Več pa je. Ja. No, midva sva pa nedavno stavila o all-time high ceni, se pravi o novi najvišji ceni Bitcoina. V dolarjih, ne? V Dajva še to dolarjih, reči. ja. Ja. In ti si napovedal, da bo se to zgodilo 6.6. Jaz sem pa Ja. rekel začetku oktobra ali nekaj tasga, konca oktobra. Ja, tako nekako, ja. No, in močno sem se uštev in na srečo si ti skoraj točno zadev. Pa zakaj na srečo? Ja, da lahko podeliva nagrade. A ja, za to pa ja. Kako sva že rekla, 10.000 satošijev Ja, prispeva tisk, zgubi ja, in to sem jaz. in pol to razdelimo, a ne tistem, ki nas spremljajo, oziroma so aktivni na nostru. In so uganjevali, kdo ima prav. Ne, ti smo pa druga stvar. A ja, uganjevali so datume, ne? Kdaj bo ta all-time high. Ja, tam je bilo pa zahudi. Točno. Ja. No, moramo povedati še, da se je nagrada kar podvojila. In to ne zaradi vrednosti Bitcoina, ampak zaradi radodarnosti najnega zvestega poslušalca Milana, ki Ja. nam je doniral 10.000 satošijev, za kar se mu iz srca in iz denarnice zahvaljujeva. Hvala, Milan. Ja, hvala. In sklenila sva, da bo podelila vseh 20.000 satošijev. Ja. In sicer z načinom zepanja na nostru. Če nama sledite, verjetno že poznate zepi, če nama pa ne, bo pa David povedal, kaj to je. To je zelo preprosto. Odpreš si denarnico in dobiš noter satošije. To je to. Sploh ne bom več razlagal naprej. Ampak odpreš Naredite. noster profila, ne? Na nostru, tako je. Tako. Odpreš noster, povežeš z Lightning denarnico in prejemaš za dobro vsebino, prejemaš satošije. Tako. Ja. No, in ker so najni poslušalci prispevali dobro vsebino, se pravi, so oganjevali, kdaj bo novi all-time high, sva jih po datumih razvrstila in ti bodo prejeli delež teh 20.000 satošijev. Odločil sem se, da jih bom delil. Kaj sem se že odločil? Ne vem, kaj se zdaj pogrunto. Daj, da slišam. Um, Ker tole ni scenarij, daj, da slišam zdaj to. diskriminatorno jih bom podeljeval. Diskriminatorno. Ja. Se pravi, mene boš izločil, se predstavljam, ne? Ja, ti si zmagal in ti ni treba prispevati 10.000 satošijev. Ok. Nisi jih zaslužil, ampak si jih prišparal. a ne? Aha, ok. Se pravi, ti si izločen in bodo ostali dobili več. Ampak bom šel pogledat, koliko so aktivni, pa bom malo porazdelil. No, v vsakem primeru pa Duhec X je zmagal, ker je skoraj... Nič ni zmagal. Ne, a res? Ja, res. Ne. On je bil daleč najbližji. Ja, kar poglej si datume. No, dobro, no. Ja. In bo za prvo mesto dobil največ, potem pa še ostali. A kar omenjava, kdo so še? Ja, pa daj, ne? To so uporabniki Nostra z, kako se tem reče, zaimki. Uporabniškimi imeni, rečemo. Uporabniškimi imeni, tako je. Torej, zmagovalec Duhec X, Matej, Milan, Zan, Banan, Krisel. Ja, Teh 5 bo dobilo nekaj satošijev po Stanetu. bravo, fantje in punce, se ne vem, mogoče Čestitamo, pa kjera punca, kle se skriva za temi uporabniškimi imeni. Jasna mogoče.
To, zdaj moram pa vse prebrati, kaj so objavljali. To. No, ampak greva zdaj midva na drugo, ne? Imela sva še eno nagradno igro. Ja. In sicer hudi na kojno, ne? Hudi je pulover s kapuco, ne? Ja, in sva imela isto, se pravi, uporabniki so na YouTubu komentirali, kdaj bo all time high in ja, v bistvu mala zmagovalca, ne, tudi tam, kaj pa skoraj dan zadev, veliko bolj kaj jaz. In to je, veš, kdo je to? Ja, naj prvi gost. Ne, naj drugi gost. Ja, Drugi gost, ne? to je Pierre. Pierre iz Zasavja. Pierre, ki dobi hudi na naslednjem Bitcoin meetupu v Ljubljani. Torej bi mogel priti v Ljubljano. Pierre, Ja. vidiš? Pridi, se vidimo. Pierre, prid. Ga bom dal jaz pred, pa ga dobiš. Ne, frišen, nov, čaka kle. No, Greva naprej. Podeljenje, greva naprej. A jaz sem opazil en odličen članek na temo, kaj je denar. Res? Tako zelo kratek. Kjer ga? Na European Bitcoiners so fantje pripravili v slovenskem jeziku. To sem pa videl. Si? Zbral? To je pisal Toni, a ne? Možno. Ja, to sem pa se mi zdi bral. Super. Meni se zdi relativno kratka zadeva in zelo, zelo, zelo uporabna, pa v slovenskem jeziku. Tako da dajte to prebrati. Bo pustila tudi link v opisu. Ne vem, kako ne. Podelite z nekom, s katerim se pogovarjate, pa ne ve čisto točno, kaj je denar, pa kle v slovenščini zelo na kratko piše, kaj je denar in kam pa še Bitcoin. Ja, ampak prej boste delili, še kar preberite sami. Ja. Vsakič posebej je dobro prebrati te stvari. Tudi če ta stotič prebereš. Ja, no, denar, uraden je pri nas evro in tega vemo, kje imamo lahko na banki, lahko ga imamo nekaj tiskanega ali pa čim več v denarnicah. Bitcoine hranimo pa na strojnih denarnicah in opazil sem, da se jih na Bolhi prodaja kar nekaj. Da je nekaj res? Ja, imamo je Fairbaird Smarter in sem šel na Bolho pogledat, kaj folk prodaja v zvezi s kriptovalutami ali strojnimi denarnicami. Nekaj minerjev je gor, ampak mislim, da so to bolj od trgovcev, medtem ko kar nekaj posameznikov prodaja strojne denarnice. Kaj pa Bitcoin tudi? Tudi Bitcoine v teh oblikih kovancev. Se pravi, pleh, ne pravi Bitcoin. Kakšno knjigo najdeš, celo eno v nemščini, nekaj kao o kriptovalutah. Ampak to ni tako sporno, ne, kot so lahko sporne strojne denarnice, zato me je to zanimalo. No, daj povej, kaj je tukaj problematičnega, da ne bojo, daj vam povedati na enim poslušalcem, na kaj mora biti pozorni, ne? No, tako na hitro sem najdel zelo veliko ledgerjev, oziroma največ ledgerjev, en tangem in eno kartico, ki se pretvarja, da je kriptodenarnica, pa to v resnici ni. Trezorja nisem najdel, Bitboxa nisem najdel, NJade sem najdel od Blockstreama. No in če pogledam tako vse oglase, se mi ne zdijo sporni tisti, ki prodajajo originalno zaprte denarnice. Zakaj? Ker bi rekel, da v Sloveniji je zelo, zelo malo verjetno, da ima doma nekdo laboratorij nekaj 100.000 evrov vreden, s katerim je zmožen razpakirati denarnico, jo čist enako nazaj zapakirati in strojno, se pravi, ne samo embalažo, ampak tudi denarnico napravo nazaj zlepiti nevidno, in da ima laser, osciloskope in vse podobno, kar je potrebno, da bi zamenjal čip, zamenjal firmware itd. Lahko, da se motim, ampak to ocenjujem, da je ful malo verjetno, da bi strojno denarnico nekdo priredil na način, da bi nam ukrade naše bitcoine, ki bi jih nekoč dali na strojno denarnico. Je pa to možno. In ker je to možno, je uporabljeno strojno denarnico odsvetovano kupiti. No, pa kako pa veš, da je nova, recimo? No, denarnice, ki imajo varni element, secure element, kar ga recimo Ledger ima, to ni tak problem, zato ker lahko preveriš, ali na njej teče firmware od proizvajalca. Torej, lahko z uradno recimo Ledger denarnico ali pa uradno denarnico proizvajalca neke druge denarnice, preveriš, a gre za firmware, ki teče na tej denarnici, ki ga je dal gor proizvajalec,
ali kakšen drug firmware. Če ni original firmware, je takoj problem. Kje je še en problem? Predno preklopimo stroj na denarnico. Če so zraven besede, 12, 24, 18 besed, ki naj bi predstavljale Bitcoin, jih seveda, tudi če ne predstavljajo denarnice, ki je polna, jih ne uporabimo. Se pravi, nekdo želi, da bi upisali mi te besede v denarnico, ve jih tudi on, in vse, kar bi narožili na to denarnico, torej v tem primeru programsko denarnico, bi ta človek, ki nam je prodal to denarnico, videl in lahko si polastil. Zelo verjetno gre za identično kopijo teh 12 besed, se pravi, v tistem trenutku, ko nekaj nakažemo na to denarnico, bi ta naš prodajalec že videl ta denar in ga lahko pobral. Se pravi, hočeš reči, da oni niso tako prijazni, pa nam to nalogo, ko kreiramo denarnico, teh 12 ali 24 besed, da oni to že za nas naredijo, pa nam pol to dajo zraven. Ne, v resnici jaz mislim, da ni takih poskusov, oziroma da so zelo osamljeni. Jaz res mislim, da ljudje kupijo novo, boljšo denarnico in si hočejo povrniti nekaj denarja s prodajo stare. Jaz mislim, da je pri večini ta motiv, da pač dobijo nekaj denarja nazaj in ne da hočejo nekoga nategniti, po domač rečen. Obstaja pa ta možnost in na to možnost bi rad opozoril. Kar se mi zdi malo sporno je, da je nivo znanja ljudi, ki to prodajajo, res nizek. Namreč kar nekaj je oglasov, kjer piše: prodam novo, nikoli uporabljeno denarnico, a na sliki je odprta strojna denarnica. Se pravi, če je nekdo odpakiral, pogledal, to ni več novo, ne? To je lahko uporabljeno, lahko je modificirano, lahko je nevarno. Še enkrat pa jaz mislim, in jaz bi se upal, osebno bi se upal to kupiti, ker se da s programsko opremo proizvajalca take denarnice preveriti, gre za originalen software, ki teče gor ali ne. Ampak to sicer odsvetujem. Potem drug problem je pri Ledgerju, recimo, ali pa pri denarnicah, ki imajo baterijo. Boh je, koliko stara je ta denarnica, koliko časa je stala v nekem predalu nenapolnjena, če prodajalec trdi, da je ni uporabil. Lahko je baterija že ful malo zmogljiva. Lahko da je jo možno uporabljati sam na kabel. Zakaj bi nekdo dal ful denarja, ker vidim, da cene so relativno visoke. Zakaj bi dal nekdo toliko denarja, da ima potem težave in naprava brez garancije? Ne? Ampak da je pogledati, to so denarnice, ki so rečemo, kaj od 70 evrov do maksimalno 150 evrov, recimo. Ja, nove, govorim nove, ne? Tako, odkle na Bolhi so pa kar 10-20 evrov cenejše, ne? Če že tako prodajaš. Možeš prodati za 10-20% original cene, pa biti pošten, povedati, za kva skupu, magar s kupcem skupaj pogledati, a je denarnica originalna ali ne, se pravi, zalaufati software, preveriti originalna ali ne. To je maksimalno, ne, se pravi. To, ko si meni povedal, ne? Ja. Kakšna je nevarnost, pa tudi vprašanje je, da nekdo, ki nima veliko znanja, a bo znal preveriti, da gre za denarnico, ki je v redu ali ne in tako naprej. Tako da mogoče je tukaj bolj usmeritev nekupiti rabljenih denarnic. No. Ali pa kvazi novih denarnic na Bolhi ali na drugih podobnih marketplacih. Ker nočete, da bi se vam za razliko nekih 10 ali pa 50 evrov zgodil, da bi nekaj, kar ste prej težko prišli do tega, pa ste šparali evre, zato da ste lahko kupili Bitcoin, da nekdo vas malo pele okrog in vam to ukrade v parih sekundah. Ne? Ja, to je v bistvu res najboljši nasvet. Opazil sem, da je kar nekaj prodajalcev iz Štajerske, Maribor, kar se mi zdi, da malo prednjači. V glavnem Štajerci je to početno. Potem pa me je zelo nasmejal oglas, ki pravi, da prodaja nekdo Bitcoin, Ethereum, kriptovaluta, denarnica. Na sliki je pa neka PVC kartica, na kateri piše kriptokartica, se pravi slovenščina. V ozadju so neki watermarki, ultra secure, neki, pa neki ključi. In pa na zadnji strani, torej slikani sta dve kartici z obeh strani, zato da se vidi, se pravi, jih je nekdo naredil več, je na besedilo vaš naslov in QR koda in pa vaš privatni ključ.
in neka varnostna nalepka čez. To pomeni, da je nekdo natisnil zasebni ključ, se pravi ima javni in zasebni ključ, ima celoten par, ki omogoča premikanje kriptovalut in zasebni ključ prelepil z nalepko, da se ne vidi in vam to hoče prodati. Pod opisom, tudi to je štajerske, pod opisom pa pravi, da je denarnica 100% varno narejena. Ne? Naj povem, da kar nekaj takih denarnic obstaja tudi na trgu od nekih uveljavljenih večjih podjetij, ki pa so absolutno odsvetovane in nevarne in nihče na svetu take denarnice ne more narediti na varen način, tudi če bi jo želel. Torej, tega pa res ne kupujete. To niso strojne denarnice, to so obični nategi, po domač povedano. Kdo ima obraz to sploh ponujati, jaz tega res ne razumem. Ok, skratka, slišali ste. Kvazi denarnice pa sploh ne kupujete. Ja, poleg tega ta prodajalec prodaja tudi viličarje, kakšno pipo, eno posest, jumbo vreče, mislim, torej preprodajalec, šmugler, pete stran od tega. Tega ne kupujete. Že kaj najdu? Ne, mislim, pa so detajli, ne toliko pomembni. Okay. To je najbolj smešno in zanimivo. No, ampak vprašam se, kaj bi pa jaz naredil, če bi imel strojno denarnico, ki jo ne bi več želel uporabljati ali pa bi si kupil novo. Jaz bi uporabil za backup ali pa dal osebi, ki mi zaupa, ki jaz zaupam, ki jo nočem nategniti in samo na ta način bi se z nebo drugače bil, pa pač dal uničenje, če bi jo že uporabljal. Enostavno je to najbolj varna stvar, to vse skupaj stane nekaj 10 evrov in ne bo velikega ekološkega onesnaženja, če to damo v reciklažo. Se mi zdi to najbolj smiselno in najbolj varno. Ok, pejva naprej. Zdaj, ko so glih pri denarnicah, kaj lahko menva za tiste, ki so malo bolj napredni, recimo, pa so za njih pomembne zasebnost oziroma kaj je to, anonimnost transakcij. Ja. No, opazil sem Cake Wallet, ki je predstavil PayJoin verzijo 2. To je tehnika, ki omogoča, da uporabniki dajo na kup čisto plastično bitcoina in iz tega kupa dobijo enak delež bitcoinov in s tem za analitike, kako naj to povejo? Ja, se pravi, vzadi so firme, ki sledijo vašim transakcijam. Ne? Če ste kdajkoli kupili bitcoin na borzi oziroma pri inštitucijah, ki so od vas zahtevale dokumente, imajo te firme po zelo veliki verjetnosti podatek o bitcoinu, ki ste ga kupili in o tej transakciji, ki je šla iz tega exchange, te menjalnice v vašo denarnico in to so oni označili kot to je Davidovo in sledijo zdaj naprej. Tako, torej, oni pripenjajo identiteto Bitcoin naslovom. Ta storitev PayJoin pa omogoča, da se identiteto odpne od naslova. Se pravi, da se ne ve več, čigavi so bitcoini na določenem naslovu. Seveda novem naslovu. No, in Cake Wallet je predstavil PayJoin druge generacije, ki omogoča, da to storitev uporabimo tudi, če niso vsi hkrati na spletu. Se pravi, to še bolj uporabno, ni treba čakati, da se zgodi ta runda mešanja naslovov. Enostavno narediš ta svoj del, počakaš, da še ostali in dobiš nazaj v narekovajih čisti bitcoin. Kar bi klemal opozoril, pa zakaj sem jaz malo rezerviran do tega Cake Walleta, je zato, ker je to programska denarnica. Se pravi, namestimo jo na telefon ali pa na računalnik in generira besede s pomočjo računalniškega procesorja in jih prikaže na zaslonu računalnika ali telefona, kar vemo, da je zelo nevarno. Zato zelo čakam na povedano strojno denarnico od Foundation Devices, ki se bo imenovala Passport Prime, kar je bila v Las Vegasu prikazano. V Las Vegasu je bila ena konferenca, ki boš kasneje malo ti pokomentiral.
No in ta denarnica bo imela gor kar operacijski sistem, ki bo lahko gostil tudi Cake Wallet, se pravi Cake denarnico, ki naj bi tudi prvič omogočala enostavno upravljanje Monera na strojni denarnici. To sicer Ledger in Trezor v neki omejeni obliki že omogočata, ampak je še malo nerodno, medtem ko bo Passport Prime omogočal tako uporabo teh zasebnih tehnik za Bitcoin in držanje Monera in še nekaj drugih kriptovalut. Če smo malo puristi, če smo bitcoinaši, nam ne bo všeč, da podpirajo še druge kriptovalute, ampak rekel bi, da se mora ekipa, ki to počne, verjetno preživeti in so pač podprli še neke druge kriptovalute. Kar ni nujno kaj narobe ali pa nevarno. Torej, kar nekaj novega se bo zdaj čez poletje pojavilo na trgu, kar velja probati. Ok, in takrat, ko pride, bo to pokomentirala, predstavlja. Bo pa probala, pa malo povedala, kakšna je uporabniška izkušnja. Si želite bolj razumeti ta kriptosvet in kako si pomagati z Bitcoinom? Vas zanima, kaj so to kriptoprevare ali pa morda ne razumete vsega, kar slišite o oddaji na Coinu? Fantje na portalu Decrypt vam vse to razložijo tako, da vam bo vse jasno. Že v 1 ali 2 urah boste na svet financ gledali drugače in bili z Bitcoinom bolj po domače. Obiščite portal decrypt.com in se prijavite na izobraževanje. Če pa vas zanima trgovanje kriptovalut in kako priti do ogromnih vsot denarja, vam ne znamo pomagati. To počnejo špekulanti, bankiri in drugi prevaranti. Ok, zasledil sem eno novico. Telegram, uporabljaš Telegram? Jaz ga občasno. Ne več, ok. Njihov deal z X-om, se pravi z Muskovim X-om, in sicer, da bodo uporabljali njihov AI in ga ukomponirali v Telegram. Podatki bojo leteli sem in tja, ne? Bodo brali sporočila v realnem času? Nikjer to ne piše, ampak lahko pa razmišljamo tudi tako. In prav zato je izpostavljena ta novica, ker dajte razmisliti tudi, ko pišete na Telegramu o teh stvarih, da pač ne berete sam vi, ampak bere to še kdo drug. Poiščite aplikacije, ki so mogoče malo bolj kriptirane ali pa in niso mogoče tako masovno uporabljane. No? Ampak jaz slišim velikrat, ko nekomu to priporočim, da mi ljudje rečejo, ja, ampak vsi so tam gor, kam pa ne grem, kaj naj pa drugega uporabljam, kaj pa tak mu rečeš? Malo razmišljaj o tem, kaj pišeš, kje pišeš. No? Jaz isto rečem, pač na čemu se moraš odpovedati, če ne želiš, da si popolnoma razgaljen na internetu, da poberajo vse tvoje lokacije in ostale podatke, ki jih delimo od komim grede. In pač se treba kakšni stvari odpovedati. Pa je. Ja, in greva naprej. Texas je sprejel zakon, ki od 2026 zahteva digitalno identiteto za dostop do aplikacij in storitev na storih, se pravi Apple, Google. Mogli bojo preverjati, a si ti polnoleten, star, kakorkoli že v ZDA. V zadnji so seveda pripeli en mamac za ljudi, in da to je zaradi tega, da se prepreči razni trgovina z ljudmi, pornografija, nasilje nad otroki in tako naprej. Lahko pa malo širše razmišljamo, a je to mogoče naslednji korak za pravo digitalno identiteto, ki jo želijo. Hoče tudi v Evropa, ne? Ja, v programu 2030, ne samo v ZDA, tudi v Evropi, ali pa če rečemo globalisti, izvesti. In s takimi prijemi nas bodo prisilili, da bomo nekako mogli, če bomo hoteli uporabljati te storitve, uporabljati tudi to našo digitalno identiteto in jo povezati z našo fizično na nek način. Ne? Prav zato, še da to prej, ki si rekel, ja, v Evropi se isto dogaja, se pravi, že pripravljajo podlago oziroma je že pripravljena, da to izvedejo tudi v Evropi. Slišali boste pa besede kot otroška pornografija, preprečevanje pranja denarja,
kaj imamo še, mamila in tako naprej, ne? Terorizem. To so besede, ki jih boste slišali in bojo skozi to skušali upravičiti te njihove posege v praktično našo zasebnost, da bojo kontrolirali vse naše akcije na internetu. Ne? Razlog je pa verjetno enostavna cenzura. Ne? Ja, seveda, ne? Ampak to sva že večkrat govorila. Ko kreirajo digitalno identiteto, pripnejo zraven še digitalni denar, v smislu denar centralnih bank, CBDC, to so tudi že omenjala, ne? Ja. In potem pridemo to, kar govorimo, se pravi, prideš na neko prodajno mesto in če nisi priden, ne boš mogel plačati, ne? Ali pa bo tvoj denar ga ne boš mogel uporabljati, ali pa boš imel ti negativno obrestno mero, nekdo drug bo imel pa pozitivno obrestno mero, če bo seveda ta denar imel tam, ali pa bo ta denar, ki ga boš imel, veljal 30 dni in tako naprej. Tako da to je zgodba, ki se sestavlja, ki jo večkrat opozarjava in dajte se pripraviti na to. No. Sej, upam, da se to ne bo zgodilo, ampak če pa se bo, pa bodite pripravljeni in tukaj vam skušava predstaviti storitve, aplikacije, ki saj delno ubežijo temu in zdaj v bistvu tukaj prideva tudi do Nostra, ne? Kar sva ga že prej omenjala. Ne? Tukaj je pa digitalna identiteta, ki je v vaši lasti. Se pravi, kdorkoli vse, kar delate, vi podpišete svojimi ključi, svojo aplikacijo, ki podpiše to sporočilo. In na drugi strani, drugi lahko to vidijo, ne morejo pa upravljati z vašo identiteto, ne morejo pa blokirati našega denarja, ki je v tem primeru Bitcoina. Ne? Tako. Ja. In nam onemogočiti objavo novic. Tako, se pravi, cenzura je težja. Kar lahko naredijo, je, da ne poslušajo, kar govoriš, ne morejo pa blokirati, kar govoriš. Se pravi, nekdo, ki želi slišati, lahko sliši. Se pravi, ne morete utišati in ne more vplivati na tvoje spletno življenje, nakupe in podobno. Ne? Tako. Super, imamo alternativo. Imamo alternativo, ja, in bova pa tudi dala v opis en kratek 10-minuten video, ki govori ravno o tem Nostru. Dajte ga pogledati, če še ne poznate Nostra, 10 minut vam bo vzel, pa razmislite, če je to vreden poskusiti. To je reklama za Bitcoin Shop. Mater direkten. Kaj pa tam dobiš? Ledger, Trezor, Bitbox, kar si zaželiš. A to so denarnice? Strojne denarnice. Še kaj? Knjige, recepte, križanke, kape, šale. Kakšne šale? Slabe, kakšne pa. www.bitcoin-shop.si Ali www.bitcoin-shop.si. Ok, ziher ima še kaj finančnih novic. Veš, kaj sem videl? Kitajska je ravno kar naprintala, kaj je to, 138 milijard, pa še znižala njihovo obrestno mero in to pomeni na letni ravni povečanje denarne mase 12,5%. A misliš, da to kaj vpliva na inflacijo? Ne, na razrednotenega njihove valute. Ne bo. Najmanj 12,5%, ne? Dobro. Torej vse dogaja, ne? In sledila bo ZDA, potem Evropa, tako da UK pa tudi. Ne? Mislim, da bo zdaj le kar zanimivo v kratkem. Ampak če spet zaključimo pozitivno, na drugi strani Bitcoin bi mogel za tak odstotek najmanj pridobiti svojo vrednost, ne? Oziroma ohraniti kupno moč. Ja, bomo videli, ne, a bo ali ne bo, ni pa to jutri, ampak je to načeloma v nekem roku, ko ta denar pride na trg in se ga pol, ko se obrača, pride do sprememb tudi na cenah. Tako da, ja, kakšnem pol leta, let bi to znal biti. Lahko tudi komentirava, da se je letna inflacija v Sloveniji, je zelo lep naslov, se je znižala maja na 1,8%. V redu, ne? V prvih 5 mesecih je pa bila letna inflacija v povprečju 1,9%. Na letni ravni so se pa povečale, naprimer cena hrane 5%, pa imamo storitev tudi tam nekje
pocenila so se pogonska goriva, tako da to jih je majčken rešil, da ni ta številka bistveno višja. Pa vseeno, če sami greste pogledati, je res samo 1,8% ali koliko 1,9%, jaz še vedno mislim, da so te številke večje, ker seveda prilagajajo te odstotke. No, se to lahko sami izmerimo, ko gremo v trgovino. Ne? Češnje Ja. letos 6, 7, 8, 10 evrov, lampoč niso bile to. Ne? Ja, pa borovnice, pa tako naprej, isto. Paradižnik, ne vem, kaj je bilo zanj še na brutalne cene. Mislim, da je bilo 300 gramov 3 evre, nekaj taka smešna številka. Tako da ja, me zanima, no, koliko imate pa vi inflacijo? Oziroma, koliko se je cena življenjskih potrebščin dvignila pri vas? Imaš kaj? Opazil sem, da je ruska banka, Sberbank, mislim, da je pa tudi pri nas v Sloveniji, ne, nekaj let nazaj, če se ne motim. Ja, no in evo, tudi oni so začeli nekako se povezovati z Bitcoinom in sicer so ponudili ene obveznice, ki so vezane na Bitcoin. Tako da, ja. Kaj, na ruskem trgu? Okay. Na ruskem trgu, ja. Na ruskem trgu, tako da, evo, sicer to ni direktno Bitcoin, ne enako Bitcoin, ampak ja, nekako ceno posnema. Kaj pa ruske strateške rezerve? Se že kaj govori? Ne vem, če se govori uradno, ampak če malo razmislimo, če to ZDA dela, če to razmišlja o tem UK, Indija, UAE in tako naprej, pa vemo, da Rusi to sigurno že delajo. Rudarja pa definitivno. Tako da mislim, da so pred nami, no, veliko, sploh pred Evropo. Največja kripto borza na Norveškem, Block Exchange, je prvo javno podjetje tam, ki se je odločilo za Bitcoin strateške rezerve. Zdaj v preteklih 14 dnevih je bilo kup enih novic o podjetjih, za katere smo prvič slišali, da so začele z Bitcoin strateškimi rezervami. Meni se to zdi tako, da lahko to že vsak naredi, ali pa. Po drugi strani pa smo koga v Sloveniji slišali, ali pa v Evropi, da bi kaj takega naredil. No, največja norveška kriptoborza. No, ok, ampak od ostalih, recimo velikih, ne. Tudi guverner Češke centralne banke je to omenil, kar se pa podjetij tiče, se pa ne spomnim. Ja, bomo videli, bo kle isto ali ne bo, kam se bo to zapeljalo v Evropi predvsem, no. Je pa bila največja Bitcoin konferenca v ZDA, v Vegasu, ne. Veliko pompa, politiki, predvsem iz ZDA, ne vem, koliko je to ljudi, 10, 15, 20 tisoč, ne vem, koliko je tega. To je konferenca, na kateri je lani govoril Trumpa, ne? Ja, in tudi letos, ne vem, je bil ali ni bil, moram reči, da nisem toliko podroben spremljal, da bi govore poslušal, sem jih ene par izsekal, par reviewjev in kar je bilo razbrati, je to, da je bilo seveda v ZDA, zdaj sprejemajo zakon o stabilnih kovancih in je bilo veliko promocije tega tam, predvsem strani politike in kakšnih shitcoinerjev. Se pravi, stablecoini so prihodnost, to bo rešil in ZDA, se pravi problem s financiranjem dolga. In politiki stojijo za vami, se pravi, politika je zdaj tukaj, vas podpira, vi sam nam povejte, kaj želite, kakšni regulatorni okviri morajo biti, da bomo mi pripravili za vas stimulativno okolje, da boste lahko dobro delali. Blockchain je revolucija, to je bilo tudi slišati. Wall Street je vreden vašega zaupanja, kripto je ena super tehnologija, vse se bo tokeniziralo, tukaj je BlackRock ta glavn, ki je to že dolga leta dela, sicer niso toliko šli ven s tem, ampak vem, da pripravljajo že dolga leta neko platformo zadaj. Bitcoin je pa ok, no, tako nekako je bilo message te konference, tako
Tako da, ja, v bistvu je bilo veliko enega noiza, tako da šum, ni bilo. Ta pravi bitcoineri so pa bili v Franciji, hardcore bitcoineri so se dobili in sicer so govorili, mislim, da o Layer 2 protokolih govorili, videl sem sam, da so se dobili na en taki lokaciji. Ja. No, Američani so znani po šovu, po spektaklu. Absolutno. In to vnašajo. Pa si omenil, je pa verjetno veliko plevela in zelo malo semena. Ne? Ja. Mogoče to, ne? Ker sem prej rekel, da v teh 14 dneh je bilo ogromno enih objav. Na prvi pogled zelo dobre objave za Bitcoin, recimo. Ne? To veliki igralci pripravljajo rešitve tako za firme kot za končne uporabnike. Message v tem smislu Bitcoin ok, mi smo zdaj pripravili produkte, ki vam bojo rešili probleme, se pravi, ne boste se ukvarjali s tem, da boste mogli na borzi kupiti Bitcoin, ga prenesti v svojo denarnico, strojno hraniti, pol to skrbeti za to, to je težko in evo, mi imamo za vas rešitve, vi sam dajte nam denar, mi bomo pa za vas to držali. Mislim, da je to poskus, ne? Kako Wall Street pa velike banke denar skušati obdržati pod njihovo kontrolo, se pravi, da ljudje ne bojo mogli dostopati direktno do Bitcoina, ampak preko njih, kar pomeni, da dejansko ta Bitcoin, to, kar sva že govorila, ni od ljudi, hkrati pa to tudi državam omogoča, da ta Bitcoin in obdavčijo in zasežejo, ne? Ker vsi podatki bodo pri teh firmah, pri teh ponudnikih. No in tudi ključi. To pomeni, seveda, se pravi, to ni tvoje. To pomeni, ne prodajate strojnih denarnic na bolhi, uporabite jih. Ja. Držite ključe svojega Bitcoina. Absolutno to pomeni. In če se toliko zdaj trudijo, ne, saj tako zgleda, no, na prvi pogled, da bi nas usmerili v to, da ne bi sami se spopadli z Bitcoinom, ampak bodo to oni naredili za njih. Dajte kupiti Bitcoin sami. Dajte ga shraniti v svojih strojnih denarnicah. Ja, uprite se v obdobju, investirajte v znanje in obrestovalo se vam bo. Ja, pa ostanite na coinu, zberite satošije.